Dobrodošli v Peklu. 1740 je bilo tukaj mlin, žaga, kovačija. Peku se je reklo tukaj zato, ker je bila voda, ki je bučala, tekla, ogenj v kovačiji, v mlinu se je vse treslo zaradi tega, ker je 6 koles mlelo. Pekel je bil sprva v lasti grofov Lantieri, kasneje pa so z njim upravljale družine Pečenkov, Furlan, Saksida. Še danes je Pekel eden najlepših mlinov pri nas. Od nekoč mogočne žage je zdaj ostala le še žaga Venecijanka. Tukaj so celo pridobivali les za Benetke, kjer so pol tam postavljali tiste pilote, kjer še danes večina hiš stoji na njih. Iz Pekla, kjer so nas ovijale meglice in božale kapljice hudourniške reke Branice, nas pot pripelje v središče, kjer so kar 3 spominska obeležja. Dobitniku Viteškega križca Marije Terezije, umrlim internirancem v 2. svetovni vojni in braniškim tigrovcem. Prav, da so končno dobili tudi ustrezen spomenik in pomnik bodočim rodovom, ki bo vse čase pričal, da je tu vedno živel en uporni duh in da so bili tu doma ljudje s pokončnim hrbtenico, ki se niso udinjali tujcem. Vas je bila 15. februarja 1944 v celoti požgana, domačine pa so odpeljali v nemška taborišča. Danes je kraj lepo urejen, naključni obiskovalec pa mora videti vsaj 4 znamenitosti. Poleg Pekla. Druga točka je Pedrovo, tretja točka je Sveta Katarina. Tudi Sveta Katarina ima svojo cerkvico, značilna arhitektura. In najvažnejša točka je seveda naš braniški Rihemberški grad. Rihemberški grad je trenutno zaprt zaradi varnosti, saj je potreben temeljite prenove. V njegovi neposredni bližini pa je tudi ena še redkih ohranjenih mitnic. In če smo pot spoznavanja branika začeli v Peklu, jo končajmo v nebesih. Za mnoge je to vasica Pedrovo. Odmaknjena od vsakdanjega vrveža s pogledom na Vipavsko dolino in Komenski kras je prava oaza miru. Domačini so se odselili v 70. letih prejšnjega stoletja. Vendar to praznino so zapolnili drugi. Tu živijo ljudje, ki imajo veliko posluha za umetnost, živijo v sožitju z naravo. V Braniku so v svoji bogati krajevni zgodovini izdali že 2 knjigi, pa še kakšna bo potrebna, pravijo. Iz Branika je bil tudi pesnik Nevin Birsa, letos mineva 10 let od njegove smrti, pa izdelovalec orgel Frančišek Križman, nekaj let pa je v kraju bival tudi goriški slavček Simon Gregorčič.